Lepo pozdravljeni, sem Matic Sever, strokovnjak za okrasne zelenate trajnice in pa oblikovanje z njimi. Danes si bomo pogledali, kaj pravzaprav je okrasna zelenata trajnica in kaj vse lahko z njo počnemo na našem vrtu. Trajnice so ena zelo pestra in široka skupina okrasnih rastlin in ravno zaradi te pestrosti so tako zelo uporabne na naših vrtovih. V tej pestrosti, v tej veliki številki raznih vrst in pa sort najdemo zelo raznolike, ampak najprej vendarle poglejmo, kaj točno je mišljeno s terminom trajnica. V vrtnarskem žargonu s tem mislimo izključno tiste rastline, ki v tem našem klimatskem pasu prezimijo vsaj 3 leta, oziroma živijo več kot 3 leta in pa imajo ta nadzemni del ves zeljnat, torej tukaj ne najdemo drevnine, tistih rastlin, ki imajo lesnat del. Trajnice živijo v zelo različnih okoljih, najdemo tako take, ki so prilagojene recimo za sušo, za slaba težka tla, za peščena tla, za senco, za vlažne območja, tako da res z njimi z lahkoto pokrijemo čisto vse spektre, ki jih potrebujemo oziroma se pojavljajo na naših vrtovih. Trajnice pa ne uporabljamo le za klasične cvetlične grede, največkrat pomislimo, da bomo z nekimi cvetočimi okrasnimi rastlinami odsvetličili neko gredo, ampak jih uporabljamo v zelo širokem spektru. Danes celo za recimo zelene stene, ozelenjevanje streh, kamor sadimo kakšne homulice in pa druge zelo trpežne trajnice, in pa seveda tudi za razne javne površine, zelene javne površine ob cestah, parkih in podobno. Sedaj pa bomo pogledali recimo temu 3 glavne skupine ali pa pomembnejše skupine za različne razmere. Prva so seveda cvetoče grede oziroma sončne lege, kjer ponavadi res dajemo poudarek na trajnice, ki bogato cvetijo. Ena od takih klasik je recimo ameriški slamnik, sicer pa je tu spekter zelo širok, tudi recimo tale kosmatinec ali velikonočnica je eden od takih primerov trajnic. Tu seveda imamo izbor največji, če imamo le neka povprečno dobra, hranljiva vrtna tla, si lahko privoščimo res bogate cvetoče prizore, z nekaj premisleka seveda, da si potem to cvetje lepo vrsti od pomladi do jeseni. Drugačna zgodba pa se odvija v senci oziroma polsenci. Kaj pomeni polsenca, je tudi na mestu, da povem, in sicer govorimo o svetlih razmerah, kot je tukaj, to se pravi, da smo nekje med listopadnim drevjem, skozi katerega še posveti nekaj žarkov sonca, ali pa je to senčna lega, na katero recimo zjutraj ali pa popoldne vseeno posije sonce. V senčnih legah ne moremo dati toliko pozornosti cvetju, kajti večina trajnic je tu pomembnejša v smislu listov, tekstur, odtenkov in različnih barv samih listov in pa poganjkov. Tukaj imamo recimo le en ozek segment trajnic, ki jih lahko sadimo v svetlo senco. In tole je pravzaprav lep primer, na katerem vidimo, da je seveda poudarek na listih, veliko je trenutno tukaj zelenih listov, ampak najdemo pa tudi nekaj zelo barvitih, kot so recimo iskrivke ali hojhere s temi vijoličnimi listi, in pa recimo pisanolistni tile podofilumi oziroma majsko jabolko, ki je sicer ena bolj eksotična, redka trajnica. Drugače pa se v senci oziramo res na to, da v soseščino sadimo različne oblike listov. Uporabljamo okrasne trave in pa okrasnim travam podobne rastline, kot so recimo tele liriope z ozkimi trakastimi listi. Zraven potem dodajamo širše liste, lep primer so potem tudi hoste, ki so ena bolj tipičnih senčnih trajnic. Krasne kombinacije dosežemo potem s praprotmi, z bolj čipkastimi deljenimi listi. Seveda tudi določene pokrovne trajnice so zelo hvaležne, recimo navadni zimzelen, pa tule imamo recimo še plahtico ali rosnik. Skratka, tudi v senci se da narediti zelo lepe zasaditve, vendar pa res se osredotočimo bolj na list kot na cvet. Tu pa tam seveda je na voljo tudi lepa cvetoča trajnica, take so recimo vrtne kresnice ali pa zali kobulčki, vendar kot sem že omenil, te res potrebujejo kakšno uro sončne svetlobe. Tretja zelo pomembna oziroma priljubljena skupina okrasnih zelenatih trajnic so pa vsekakor nižje trajnice.
in sicer take, ki jih ponavadi sadimo na skalnjake, grobove, neke bolj, recimo temu, botanične vrste, tudi v alpinetume in pa seveda še za različne druge namene. Značilnost teh je, da ponavadi potrebujejo veliko sonca, k sreči imamo pa kar nekaj takih, ki zelo dobro prenašajo tudi sušo. Seveda, ena bolj trpežnih je zagotovo netresk, ki tvori te mesnate rozete v različnih barvah, vse od zelene, rdečkaste, nekateri imajo pa tudi krasno, rečemo kar pajčevino takih srebrnih nitk oziroma trihomov, kar le še dodatno popestri videz teh rastlin. Netresk je eden takih, ki res ne potrebuje ničesar, skoraj nič zemlje, rasel bo pravzaprav na vsaki skalnati špranji. Podobno je potem tudi s številnimi homulicami. Tale je sicer malce manj tipična, ampak poznamo najnižje, tudi delno pohodne, take tudi pogosto uporabljamo na različnih zelenih strehah. Seveda pa so to prav tako izredno trpežne rastline, ki jih pravzaprav nikoli ne potrebujemo zaliti. V sklop, recimo temu, najbolj klasičnih blazinastih trajnic sodijo vsekakor avbrecije, vidimo že tukaj dva primerka oziroma dve različni sorti, na voljo jih je še veliko več. Sem spadajo potem še razni greniki in pa na primer iglaste plamenke, floksi po domače. Te blazinaste trajnice so zelo priljubljene, kajti ostanejo nizke, lepo se razširijo, dobro pokrijejo tla. Po drugi strani pa je marsikatera od njih zimzelena ali vedno zelena, tako da nam popestri te naše vrtne ali druge motive tudi v zimskem času. Moramo pa seveda upoštevati tudi zelo pomembno skupino trajnic, to so pa dišavnice in zelišča. Nekatera so sicer lahko tudi malce višja, ampak marsikatera ostanejo nizka in z njimi pač zasajamo lahko tako skalnjake, kot tudi potem posebej dišavne oziroma zeliščne vrtove. Večina teh je zelo prilagojenih prav tako na vročino in pa sušo in tole je v primeru tele suhe rože pravzaprav en lep primer tega, kako je ta siva barva pravzaprav en dober zaščitni znak oziroma tipičen znak za te vse trpežne trajnice, ki dobro prenašajo tako sušo kot vročino. Bodisi so pokrite z dlačicami, bodisi imajo kot recimo tale hermelika, voščen poprh oziroma prevleko, ki jih še dodatno ščiti pred tem, da bi izgubljale večjo količino vode.